Dober dan, to je N1 studio. Kakšno taktiko bo v letu napovedanih reform, ki v Golobovo vlado zagotovo prinaša še več napetosti, ubrala opozicija? Ali zaradi stanja v zdravstvu in nekaterih potencialnih afer sledijo interpelacije in preiskovalne komisije? Ali pa bo opozicijska Nova Slovenija vladi pomagala? Je pripravljena celo uskočiti v koalicijo, če bi se s Socialnimi demokrati in Levico kje zalomilo? Kaj je v ozadju zadnjih napetosti med NSI in SDS in kaj menijo o načrtih Anžeta Logarja? Bi z njim lažje sodelovali kot z Janezom Janšo? Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, dober dan, dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Če začneva pri najbolj akutni zadevi, pravite, da slovensko zdravstvo razpada pred našimi očmi. Kaj je po vašem tisto, kar je tako drastično slabše, kot denimo v prejšnji vladi, da zdaj govorite o razpadanju? Zdaj so se pokazali vse rane, vse stvari so se že dolga leta nabirale. Bi bilo krivično reči, da je za vse stvari kriva ta trenutna vlada desetletja in potem v času covida, ko se je tudi masivno vlagalo denar v zdravstvo, je to še nekako vzdržalo, zdaj je pa stvar začela razpadati pri živem telesu. In glavni problem, ki ga mi v Novi Sloveniji vidimo, je to vztrajanje na tem državnem zdravstvu. Mi si želimo, da bi prišli do vsem dostopnega javnega zdravstva, kar pomeni, da ni pomembno, kje je vaš zdravnik zaposlen, ali je zaposlen pri javnem zavodu, zasebnem zavodu, ali je koncesionar, ali je espejevec. Ključno zame kot bolnika je, da ko zdravnika potrebujem, lahko pridem do njega in da to moje zdravljenje plača zavod, kjer plačujem vsak mesec prispevke ali pa neka zavarovalnica. In ko bomo to v glavah usvojili, da bomo šli od tega državnega zdravstva k vsem dostopnemu javnemu zdravstvu, potem se bodo začeli obetati boljši časi za slovenski zdravstveni sistem. Pravite, ni odgovorna seveda samo ta vlada, tudi vse prej, ampak kdo v sedanji vladi je v vaših očeh najbolj odgovoren za ta začetek razpadanja in kako vi razumete to, da je premier Robert Golob pripravo zdravstvene reforme dobesedno vzel iz rok ministra Bešiča Loredana v svoje roke in bo proces priprave vodil kar sam? Stvari so v neki demokratični državi zelo jasne. Tisto izvršno nalogo, da pripravi neke predloge, ima v osnovi vlada, če hočete ministrstvo za zdravje, minister za zdravje, parlament pa potem te stvari v obliki zakonov tudi v parlamentu potrdi. Tako da glavni in najbolj odgovorni so seveda vlada, parlament in seveda vsi ostali deležniki, ki delujejo v zdravstvenem sistemu, ker pa je potrebno tudi priznati, da je veliko sil in pa veliko želja, da se nič ne spremeni. Kako pa razumete to, da je Golob vzel to v svoje roke? Je to nezaupnica? On je koalicijskim partnerjem rekel, da ni? Jaz gledam te stvari tako, da si je minister za zdravje odprl zelo veliko front. Nenavadno veliko. Moram reči, da kakšno fronto, ki je odprl naprimer z ZZZS-em ali še kakšnim drugim, so koristne in so vsekakor potrebne, da se te stvari razčistijo, ampak ima ogromno front in lahko gre za dve zadevi. Lahko gre, da enostavno je ob vseh teh odprtih frontah predsednik vlade ugotovil, da je treba ministra za zdravje razbremeniti in mu na nek način pomagati. To je ena varianta, druga varianta je pa, da se pripravljajo na njegovega naslednika. Katera je, vam pa iskreno povem, da ne vem. Ali morda razmišljate o interpelaciji ministra za zdravje, se o tem že pogovarjate z največjo stranko v opoziciji SDS? Ne, o interpelaciji ministra za zdravje se nismo pogovarjali. Zdaj, če smo iskreni, sam minister za zdravje, razen tega, da ima odprtih veliko front, ni glavni in največji problem. Ključno je, da bi najprej politika začela združevati vse sile in poskušati iskati nek skupni imenovalec. Tukaj jaz pogrešam predvsem tudi vladne strani, da bi bolj intenzivno vključevala tudi opozicijo, ker se mi zdi zdaj pri tem zdravstvu, ki ga imamo danes, da je to nek vseslovenski projekt, tako kot so bili veliki zgodovinski projekti v Sloveniji, ker moramo strniti cilje zaradi tega, da iz te jame, iz tega globokega brezna pravzaprav izplavamo. In tukaj mora najprej politika strniti cilje, potem pa seveda vključiti vse zdravstvene deležnike, od zdravnikov do zavarovanih zavodov in teh, da pridemo do rešitve, ki bo našim državljanom zagotavljalo dostopne zdravnike. Ali to pomeni, da boste pripravili v Novi Sloveniji tudi kakšne svoje rešitve, jih poskušali nekako uskladiti z vlado, če bi kakšnega od vaših predlogov morda upoštevala? Kaj načrtujete?
Zdaj, mi smo imeli v začetku letošnjega leta ravno posvet na Bledu, ker je bil eden izmed zaključkov tudi to, da mi zdaj še dodatno izčistimo in jasno po predlogih, po točkah pripravimo naš predlog, kako rešiti to zdravstveno krizo. Vse to neverjetne veste in je več ali manj strokovni javnosti znano, da ima Nova Slovenija na področju zdravstva izdelan zdravstveni program in da se ve, kaj mi želimo in v katero smer hočemo. Ampak je v bistvu, se pravičujem, predvsem v nasprotju predvsem z koalicijsko partnerico Levico, ne? Drži. Tukaj imate popolnoma prav, v diametralnem nasprotju, kar govori in dela Levica. Je pa v nekaterih točkah pa zelo podoben tistemu, kar zdaj počne minister za zdravje. In tukaj, če bo minister za zdravje želel določeno podporo in pomoč, mu jo Nova Slovenija vsekakor lahko ponudi, ker nam ne gre za samega ministra, ne? Kot sem rekel, ministri smo bili ali pa so potrošljivo blago. Ključno je, da Slovenija končno pride do delujočega zdravstvenega sistema. Vlada je v začetku novega leta zelo radodarna, sklepa dogovore s posameznimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju in zato že zdaj vsak dan nekakšen sindikat od vlade zahteva kaj več, višje plače in ureditev razmer. Ali tu kot enega od izvirnih grehov vidite morda tudi Janševe izjave o izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema? To je več let nekako razlagal, pa vaša koalicija jim je želela kar s PKP 10 dvigniti plačni strop, pa je potem to ustavilo ustavno sodišče. Ali tudi tu morda vidite enega od izvirnih grehov? Izvirni greh vidim v tem, da se stvari ne prizna in ne pove takšne, kot so. Enotni plačni sistem v javnem sektorju je mrtev. De facto ne obstaja več. Je napisan na papirju, v praksi pa tega ni. Zaradi tega, ker se je popolnoma izrodil, ker je pomembno, kakšne imaš dodatke, kakšne imaš druge stvari, ne pa to, v katerem plačnem razredu si. Recimo, samo da si boste predstavljali, na Ministrstvu za obrambo, ki sem ga vodil, je bilo 7000 zaposlenih. Jaz sem bil po plači, čeprav sem imel najvišji plačni razred na ministrstvu, na 1258 mestu po plači. Skratka, enotnega plačnega sistema ni več. In če kaj, potem je prejšnja vlada, v kateri je tudi Nova Slovenija sodelovala, poskušala stvari peljati v smeri, da bi ta enotni plačni sistem razbil v 5 do 7 vsebinsko povezanih sorodnih stebrov. O čem govorim? Ampak niste bili uspešni, ne, pri tem? Smo bili, dajali smo nastavke, naprimer zdravstvom smo se dogovorili, da gremo v smeri enotnega plačnega sistema, tudi na področju obrambe smo začeli pripravljati vse postopke, da se to zgodi, ampak ključna poanta bi bila, da bi naredili vsebinsko povezane sklope, naprimer zdravstvo en sklop, obramba, varnost drugi sklop, recimo šolstvo, izobraževanje tretji sklop, državna uprava četrti sklop. Skratka, naredili bi več vsebinsko povezanih in smiselnih sklopov in potem bi znotraj tega začeli zdaj urejati pravična razmerja, upoštevati posebnosti in se pogajati za plače. To, kar smo pa danes priča, pa pelje v neko neobvladljivo spiralo, ker če ti nekomu na nekem srečanju nekega društva poveš, da bo to na koncu happy end, kjer bodo dobili 600 evrov od nekega dodatka, je logično, da sprož to iste zahteve v vseh ostalih skupinah. Tako da to je izjemno nevarno početje in če bodo sindikati obravnavali to vlado podobno kot so prejšnjo, potem jaz pričakujem, da bo ta pomlad še zelo pestra. Če greva v zasebni sektor, tudi minimalna plača se je povišala v bistvu zelo, precej, za 100 evrov neto. Gospodarstvo je zelo kritično zaskrbljeno. Nekateri predstavniki govorijo, da je treba končati logiko trdega socializma. Se s tem strinjate? Kje ta socializem vidite vi? Na vseh korakih. Če kaj, potem je eno največje razočaranje te vlade, vse za nas to, da so šli v celoti praktično v smeri zelo socialistične ekonomske politike. Tukaj je Levici uspelo prodreti za nekaterimi norimi socialističnimi idejami, kar pa nas še bolj preseneča. Katerimi? Naprimer to, da je treba, banalen primer, recimo, da je treba digitalno spremljati prisotnost na delovnem mestu. To bo za delodajalce pomenilo nove stroške, uvajanje novih sistemov. To so potem omejili, oziroma omilili. Rekli, samo tisti, ki ne spoštujejo zakonodaje, bodo morali to početi, ne vsi. Ja, predloga končnega v parlamentu še ni, tako da bomo še videli, kakšen bo končen predlog. Ali pa recimo
To, da smo nekoliko razbremenili davčna bremena in da grejo spet nazaj spreminjati zakon o dohodnini, da se ponovno povečujejo davčna bremena, to so vsi, bi rekel, koraki v smeri večjega socializma. Kar pa je še bolj presenetljivo, pa je, da nekateri predstavniki glavne vladne stranke, kot je recimo predsednica Državnega zbora, grejo v odkrit spopad z uspešnimi slovenskimi podjetniki in to zagotovo, če ne drugega, ne ustvarja dobre klime in dobrega vzdušja. Včasih je pa klima in vzdušje v gospodarstvu ključno, ker nekega gospodarstvenika pripelje do tega, da gre v milijonsko investicijo ali pa da ne gre. In zato je to naše največje razočaranje, ker smo vendarle pričakovali, da se bodo nekatere dobre gospodarske iniciative nadaljevale in investicije, ki smo jih začeli v prejšnjem obdobju, tudi sedaj. Omenili ste zakon o dohodnini, tik pred novim letom ste skupaj z SDS-om vložili ustavno presojo na predlog gospodarskih združenj 13, če se ne motim. Ali to pomeni, glede na to, da ste v bistvu naredili to, za kar je prosilo gospodarstvo, da zdaj prihaja še do nekega še tesnejšega sodelovanja, povezovanja z gospodarstvom? Nova Slovenija že tako ali tako leta nekako govori, da ima najboljši gospodarski program, da je tisti sogovornik gospodarstva v politiki. Drži, mi tukaj tkemo tesne vezi. Zavedamo se, da je uspešno gospodarstvo temelj tudi uspešne Slovenije. Bolj kot bo uspešno gospodarstvo, bolj bo uspešna Slovenija. Ne nazadnje je gospodarstvo in delovni ljudje so tisti, ki polnijo naš državni proračun, iz katerega potem financiramo vse ostale stvaritve, ki jih država ponuja. In ja, tudi zahteva Nove Slovenije je bila, da gospodarstvo postane glasno, da začne govoriti. In mi nismo želeli prispevati naše podpise za ustavno presojo, dokler tega ne zahteva gospodarstvo. Ker če bi to bila spet neka politična poteza, potem bi to spet nekateri interpretirali kot klasičen spopad med koalicijo in opozicijo. Mi smo pa vendarle želeli, da ta zahteva, da ta predlog pride strani gospodarstva, da tudi vlada začuti, da vidi, da to ni neka kaprica opozicije, ampak da vendarle gre za potrebe gospodarstva. In gospodarstvo je tisto, ki je vpeto v neko širšo regionalno situacijo ali pa če hoče tudi v globalno situacijo in razume, kako pomembni in kako dramatični časi so pred Slovenijo in pred slovenskim gospodarstvom. Ker če kaj, potem je treba zdaj reči, da se je svet začel deglobalizirati, da se globalizacijski procesi spreminjajo, da številna gospodarstva, zlasti tista največja, pa najbolj uspešna podjetja, so začela zaradi izkušenj v koronakrizi in pa tudi zaradi vojne v Ukrajini proizvodno seliti bliže sebi. In glede na to, da Slovenija deluje v območju Evrope, ki je gospodarsko najbolj razvita, vse veste, jug Nemčije, recimo sever Italije, sta dva najbolj močna gospodarska dela te Evrope in tukaj se Sloveniji ponujajo enormne priložnosti. Vprašanje pa je, če jih bomo znali izkoristiti zaradi teh zadnjih ukrepov naše domače ekonomske politike. Ta teden bo na Brdu pri Kranju širši, razširjeni koalicijski vrh o reformah, ne samo o zdravstveni. Premier Golob je razpravo razširil zdaj na vse reforme, ki jih za letos in naprej načrtuje vlada. Jim boste pri tem v Novi Sloveniji ponudili roko, za katera področja ocenjujete, da pa se lahko najdete? Prej sva rekla, da glede zdravstva, pač vam logika Levice seveda posem na nasprotnem bregu, ampak kje pa vi vidite, da bi lahko vendarle našli skupni jezik s to koalicijo? Zdaj, tukaj nas v Novi Sloveniji neka politična taktika ne zanima. Pa če govorim zelo sebično, se mi zdi, da nas bodo tudi ljudje najbolj nagradili, če bomo storili tisto, kar je dobro za državo in za Slovenijo. Kar pomeni, da ne bomo ničemur, kar je vlada predlagala, nasprotovali zgolj iz principa, zato ker smo v opoziciji, ampak jasno povem, da če bodo reforme in vsebine prave, jih je Nova Slovenija pripravljena podpreti, kljub temu, da smo v opoziciji. Ampak kje vidite sinergije? Recimo, prva stvar in najbolj nevralgična točka je zagotovo zdravstvo. Tukaj nam je vsem jasno, da je nekaj potrebno storiti takoj. Ampak tu ne boste prišli skupaj, sva že prej ugotavljala, oziroma zelo težko, kje pa vidite, glede na glede na to, kar vi pravite, glede na to, kar Levica pravi, in Levica je koalicijska stranka, je težko verjeti, da se bi uspeli uskladiti glede. Ampak če pa pogledamo dejstva, pa ugotovimo, da
pristopi nekega državnega zdravstva, ker ga smo spremljali v zadnjih 20 letih, ne moremo predreti in ne moremo spremeniti stvari. Tako da bo nujno na nek način potrebno upoštevati naše predloge in tukaj smo pripravljeni pomagati. Naslednja točka, gospodarstvo in predvsem predvidljivo poslovno okolje. Naš cilj bo s temi reformami, da podpremo vse rešitve, ki bodo šle v smeri predvidljivosti. Recimo zadnji takšen primer lahko dam, ta cenovna kapica na ceno električne energije. Mi smo se zadnje 2 meseca preteklega leta ves čas trudili, da bi vendarle vlada sprejela neko cenovno kapico električne energije tudi za gospodarstvo, ker bi v tem nestanovitnem svetu gospodarstvo dal predvsem predvidljivost. In so nas ves čas prepričevali, da to ni mogoče. No, potem v zadnjih izdihljajih lanskega leta je to vendarle postalo mogoče. Skratka, naš cilj na področju gospodarstva bo zagotoviti predvidljivost, predvsem pa spodbudno poslovno okolje. Kaj pa pri obrambi, nekatere zadnje poteze vašega naslednika Marjana Šarca, ki zdaj napoveduje nove investicije v vojsko, češ da so sušni časi mimo, je rekel, vas te nekatere njegove zadnje poteze čudijo. Zakaj? Ne, me ne čudijo. Jaz mislim, da so normalne, logične in pričakovane. Saj veste, Evropa in svet se je spremenil. Nihče ni pričakoval, da bomo v 21. stoletju še vedno govorili o vojnah v Evropi in celotna Evropa, če hočete tudi Skandinavija, gre v smeri, da je vsaka država najprej sama zase potrebno poskrbeti in si zagotoviti čim višjo stopnjo varnosti. Ker najceneje je vlagati v odvračanje, najceneje vlagati v mir, ko se enkrat vojna zgodi, kot se je naprimer v Ukrajini, so stroški enormni. Tako da vsaka investicija v obrambo je vedno cenejša kot pa neka slaba vojna. In glede na naše obrambne izdatke je jasno, da bo morala Slovenija to jih ukrepiti in tukaj bo seveda Nova Slovenija pomagala in podpirala te povečane obrambne izdatke. O kadrih iz kvote Nove Slovenije, ki so še vedno na položajih tudi pod to vlado, ste se o tem dogovarjali z Robertom Golobom ali s kom drugim iz koalicije? Z nobenim se nismo o teh stvareh pogovarjali in zelo jasno povem, da kdorkoli ocenjuje, da obstajajo nekje kakšni kadri, ki so blizu Nove Slovenije in da jih tam ohranja zgolj zato, ker pričakuje neka ravnanja Nove Slovenije, potem jim predlagam, da jih razrešijo takoj, če je to v njihovi moči. Ker jaz si predstavljam, da je nekdo na nekem položaju zaradi njegove sposobnosti, zaradi njegovih kvalitet, če pa temu ni tako, potem pa tam nima kaj iskati. In Nova Slovenija ne bo prilagajala nobenega svoje aktivnosti, ne svojih dejavnosti zaradi kakršnihkoli nekih kadrovskih pozicij. Ampak kadre SDS in bivše SMC odstavljajo, tistih iz vaše kvote pa ne. Torej to naključje ali menite, da delajo tako dobro, da ravno vaše puščajo, če jih samo nekatere naštejem, Valentin Hajdinjak, najbolj očiten primer na Darsu, Janez Tomšič, član uprave SDH, Denis Bele, nadzornik HSE, Matej Čepelnik, nadzornik, 2 TDK. V teh primerih so menjali vse, samo vaše so pustili. Oziroma gospoda Čepelnika so celo še enkrat imenovali. Ne znam si predstavljati, kaj bi imeli proti tem ljudem, ker mi smo se, torej vse ljudi, ki smo jih mi predlagali v SDH, ki je neposredno odgovoren za potem vse ostala kadrovanja, smo se trudili, da smo predlagali čim bolj strokovne in kompetentne ljudi. In jaz verjamem, da je tudi nova garnitura ugotovila, da so te ljudje kompetentni in strokovni in zato so tudi ohranili svoja mesta. Še enkrat pa poudarjam, če pa kdorkoli pričakuje, da jih tam drži zaradi tega, ker pričakuje neka drugačna ravnanja Nove Slovenije, se pa krepko moti in predlagam, da jih, če je to zaradi tega, so na teh pozicijah, jaz mislim, da so zaradi svojih sposobnosti, potem ne ravnajo tako, kot mislijo, da je prav. Kdo bi si tudi lahko razlagal, da vam torej Golob očitno ni zameril, da ni dobil novega mandata na čelu GEN-I na izrecno zahtevo vaše stranke in vašega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, tako pravi takratni premier Janez Janša? Zdaj, te stvari so seveda neresnične in ne drži, da je Nova Slovenija, niti ne Jernej Vrtovec zahteval to menjavo na vrhu GEN-I-ja. Torej, gospod Janša laže, to želite reči? Ne, jaz sem te zgodbe slišal že zelo pogosto v Ljubljani in pa njeni okolici, kjer se zlasti potencira, češ kako smo mi vplivali na menjavo v GEN-I-ju in tudi Roberta Goloba. To smo že večkrat povedali, da s tem nimamo nič
In z vsemi temi stvarmi so pač stali organi, ki se s temi stvarmi ukvarjajo, v konkretnem primeru SDH in pa tisti, ki so bili lastniško povezani z GEN-I-jem. Ampak gospod Vrtovec je še preden se je to zgodilo, da gospod Golob ni dobil novega mandata, napovedoval, da je konec časov, ko so nekateri ves čas na položajih in mislijo, da se jim nič ne more zgoditi. To drži in jaz mislim, da v načelnem smislu je to absolutno bilo potrebno poudariti, ker nihče ne more ustrajati na neki poziciji zaradi nekih starih zaslug, če v sedanjosti ne dela dobro. Tako da mislim, da je bil ta njegov komentar na mestu. Drugače pa, če se boste spomnili neke Tarče, ki je bila v teh turbulentnih časih, ko so se obravnavale menjave na GEN-I-ju, je sam Robert Golob povedal, da z njegovo zamenjavo minister Vrtovec nima nič. Ampak gospod Janša pa pravi, ga bom kar citiral, novega mandata ni dobil na izrecno zahtevo NSI in ministra Jerneja Vrtovca, kamor je v prejšnjem mandatu spadala energetika. Torej, gospod Janša, po vaše ne govori resnice. To ne drži, kar je rekel gospod Janša. Ali ste kot stranka, glede na to tudi, kar ste že prej rekli, ali torej kot stranka z 8 poslanskimi glasovi v nobenem primeru niste pripravljeni vskočiti v koalicijo z Golobovo Svobodo, če se mu z SD in Levico karkoli zalomi? Namreč Svoboda bi lahko vladala tudi samo z vašimi glasovi. Oni jih imajo 41, vi jih imate 8, 49 je večina. Ali za to obstaja kakršnakoli možnost? To smo že neštetokrat povedali, da je za Novo Slovenijo ključna vsebina. In če se mi lahko glede neke vsebine dogovorimo, potem je sodelovanje možno. Glede na trenutno ekonomsko politiko te vlade, jaz te možnosti ne vidim. Ja, ker prejšnji teden se je vodstvo vaše stranke sestalo na dvodnevnem posvetu in ugotavljali ste, da je interes za sodelovanje z Golobovo vlado uplahnel. Torej, očitno je bil. Mi smo bili v preteklosti vedno povabljeni v vse vladne koalicije. Bi rekel, začenši z, spomnim se leta 2011, pa potem 2014, 2018, vedno so nas pretendenti za predsednika vlade tudi vse formalno povabili na koalicijska pogajanja. Tokrat se je prvi zgodilo, da tega vabila nismo dobili. So vas pa drugi iz vodstva stranke na tem posvetu ponovno podprli pri usmeritvi, da NSI v vlado, če bi jo vodil Janez Janša, ne gre nikoli več. O tem ste očitno ponovno govorili spet na tem posvetu zdaj. No, Nova Slovenija gre čez nekoliko dlje časa trajajoči proces samorefleksije. V tem času je bilo kar nekaj sestankov različnih organov stranke, ker smo za to našo smer povsod dobili podporo in ni bilo nobenih dilem in nobenih vprašanj, da je ta stvar lahko problematična. Kakšna dvignjena obrv, začudenje, to je pa bilo, ne? No, ampak v vsaki demokratični stranki se ljudje pogovarjajo, lahko postavljajo tudi kritična vprašanja. Nenazadnje tudi so bila kakšne razprave, ki so to postavile pod vprašanje, ampak na koncu razprave je vendarle bila enotna ocena, da so bile naše odločitve pravilne. In seveda ta proces samorefleksije teče še naprej. Sem vesel, da je tudi veliko naših članov pripravilo pisne prispevke, tako da smo rekli, da bo ta proces res poglobljen. Kaj mi lahko sami na sebi storimo za to, da bo v Sloveniji znova začela zmagovati desno sredina, ker neka normalna demokratična država, za katero jaz upam, da Slovenija je, potrebuje vsej 2 ali pa 3, 4 politične grupacije, ki so v vsakem trenutku pripravljene prevzeti odgovornost in voditi vlado. Zato se mi zdi pomembno, da se desno sredina okrepi in zato je bil eden izmed zaključkov tega blejskega posveta tudi to, da bomo pač intenzivno delali na neki razvojni koaliciji, kar pomeni, da želimo povabiti k sodelovanju, pa to ne bo nič formalnega, da ne bo kakšne zmote, ampak vseeno malo pojasnite, o kakšni razvojni koaliciji govorite. Zdi se mi, da pri vseh teh napadih, ki jih je bilo v zadnjem času deležno gospodarstvo in pa tudi ob vsesplošni klimi v Sloveniji, ki je vedno bolj sprta in če kaj je potrebno reči, da je sedanji vladi spodletelo, da bi po obdobju prejšnje vlade, ko je bilo izrečenih veliko kritik, vendarle s to svojo avtoriteto, ki je dobila na volitvah, narod povezalo, ne pa ga še naprej delilo. In mi vendarle zaznavamo, da je v Sloveniji ogromno dobrih ljudi, ustvarjalnih ljudi, ki so tako v politiki, kot tudi v gospodarstvu ali pa, če želite, v nevladnih organizacijah. In mi želimo, da se ta glas sliši,
da na nek način politika, gospodarstvo in pa tudi nevladne organizacije sodelujejo med seboj, soglasne in izpostavljajo predvsem ukrepe in rešitve, ki bi to Slovenijo končno normalizirale in jo postavili ob bok najbolj razvitih držav v Evropi. Zato se, moram reči, sliši predvsej podobno kot to, kar govori Anže Logar, predsedniški kandidat, ki ni zmagal v drugem krogu, načrtuje nekakšno iniciativo oziroma platformo, kjer bi se pogovarjali točno o teh oziroma podobnih stvarih, kot vi pravite, tudi iz podobnih razlogov, ampak k temu še prideva, če se vrneva k temu, da ne želite več v vlado, ki bi jo vodil Janša. On se je na to odzval precej posmehljivo, češ da je enako govorila Ljudmila Novak, pa so jo potem odstavili tisti, ki so ji polagali te besede v usta in ki so potem ustoličili vas. Vi pa, da se iz te lekcije niste nič naučili. Tudi Anže Logar je v intervjuju v tem studiu dejal, da vas ne razume, da mu tudi časovno takšno pozicioniranje zdaj, ko ne bo nobenih volitev, ni logično. Zakaj torej ravno zdaj in kako odgovarjate Anžetu Logarju? Če kaj, potem je bila ena zelo pomembna lekcija v vsej slovenski politični zgodovini ta, da kadarkoli je bila ta država enotna, kadarkoli je dihala z obema pljučnima kriloma, levim in desnim, potem je dosegla velike zgodovinske stvari. Pa če začneva od osamosvojitve do vstopa v Evropsko unijo in še kaj. In tisto je, kar danes pogrešamo, da bi znova se začeli v tej Sloveniji pogovarjati o konceptih, kako želimo mi razvijati to našo državo, kam želimo peljati gospodarstvo, kam želimo peljati zdravstvo, zaradi tega, da bo naša Slovenija ponovno uspešna, da bomo na nji ponosni in da bomo resnično lahko živeli neka dostojna življenja. In tukaj je bila ugotovitev zelo preprosta, ne? Da se teh stvari ne da delati, če se ves čas pogovarjamo o eni in isti osebi, ker se ljudje na volitvah ne opredeljujejo v nekem konceptu, v nekih rešitvah, ampak zgolj o tem, ali neki osebi nasprotujejo ali ne. In jaz mislim, da so to vrabci čivkali na veji, da druge možnosti praktično, če želimo neke normalne diskusije v Sloveniji, nismo imeli. In te osebi se seveda v zadnjih 2 letih tudi vi omogočali vladanje, pa bi z Anžetom Logarjem na čelu SDS lažje sodelovali kot z Janšo? Mi z Anžetom Logarjem nimamo nobenih težav. Torej bi tudi šli v vlado, ki bi jo vodil on, če bi do take situacije prišlo. Seveda. Ali vi glede na to, kar je gospod Logar povedal v tem intervjuju za N1, jasnim odgovorom se je izmikal, menite, da Anže Logar ne upa izzvati Janeza Janše na mesto predsednika SDS? Kaj se dogaja v SDS-u, ni moja stvar in me tudi ne zanima. Zame je bistveno... Imate pa svoje mnenje o tem najbrž, ne? Ampak je ne bistveno. Moja dolžnost in odgovornost je, da poskrbim za novo Slovenijo in če kaj, potem sem ponosen, da nam je v vseh teh letih uspelo izgraditi neko odpornost. Ne sprašujem zato, ker ste pač se jasno opredelili glede neke druge stranke in njenega predsednika. Zdaj, ko vas pa vprašam za neko stališče o tej stranki, ga pa pravite, da to ni vaša Ne, stvar. jaz se ne opredeljujem glede druge stranke in tudi glede drugega predsednika. Jaz se opredeljujem zgolj glede Nove Slovenije. In Nova Slovenija bo v nekih okoliščinah, morda ko bo razpadla sedanja poslanska skupina Svobode, morda po naslednjih volitvah, ne vem kdaj, prišel čas, ko bo Nova Slovenija povprašana, koga bo podprla za predsednika vlade. In jaz mislim, da je to dolžnost Nove Slovenije in da to je naša pristojnost, da povemo, koga bomo podprli za predsednika vlade in koga ne. Tako kot je morda kdo drug iz kakšne druge stranke nam povedal, kdo je primeren za kakšno dolžnost in kdo ni. Tako da mi v ničemer ne posegamo v druge stranke. Mi zgolj povemo jasno naša stališča in to ne 2-3 dni pred volitvami ali nekaj mesecev pred volitvami, ampak danes, ko so še volitve daleč pred nami. Pa držijo informacije, da Anžeta Logarja v prvem krogu niste želeli podpreti kot predsedniškega kandidata zaradi njegovega arogantnega pristopa. Pravi, da vas je za podporo prosil, neuradno pa smo poslušali, da je nastopil v smislu, češ saj Nova Slovenija sploh nima nobene druge možnosti, kot da me podpre. Moja ocena je, da je bil Borut Pahor izjemen predsednik republike, ki je predvsem združeval in povezoval ljudi. In mi smo si želeli v Novi Sloveniji takšnega predsednika tudi v tem mandatu. In gospod Logar ga je želel v kampanji v marsičem posnemati. Tako je. In v prvih začetkih te kampanje, bi rekel še poleti, nekje junija preteklega leta,
se je zdelo, kot da je ta bitka že vnaprej oddana, da bo edino vprašanje, ali bo predsednica Nataša Pirc Musar ali Marta Kos. In v teh okoliščinah smo seveda v Novi Sloveniji želeli prispevati, da najprej do drugega kroga pride in da ima v drugem krogu desnosredinski kandidat realne možnosti, da se ta zmaga tudi zgodi. In da se drugi krog zgodi, je ključno, da mobiliziramo čim več naših volivcev, da se teh volitev tudi udeleži. In če imajo volivci včasih preveč skoncentrirano izbiro zgolj na enega kandidata, potem je lahko problem tudi volilna udeležba. Ja, niste mi sicer odgovorili na vprašanje, ali je gospod Logar tudi vas že povabil na pogovore o inicijativi, ki jo želi ustanoviti? Z gospodom Logarjem so se pogovarjala že večkrat v preteklosti, kaj lahko vsi skupaj kot nekoliko mlajša generacija storimo za to, da Slovenijo povežemo in da naredimo Slovenijo bolj uspešno. Kaj pa zdaj v zadnjem obdobju? Ta konec tedna smo razkrili, da se je že srečal z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem in nekdanjim premijerjem Mirom Cerarjem. Kako gledate na takšne pobude? Vidite Novo Slovenijo tu zraven pri teh pogovorih, da bo to neka še širša povezava? Ali menite, da gre za začetek ustanavljanja nove stranke Anžeta Logarja? Mislim, da je on to zanikal in to prav v vašem intervjuju, ampak se pravim, to ni moja stvar, kaj se dogaja v drugi stranki. Jaz pozdravljam te njegove aktivnosti, da bo peljal neke pogovore, neke dialoge o prihodnosti Slovenije. Meni se zdi to koristno. Pa vidite zraven? Meni se zdi to potrebno. Imamo pa vendarle različne odgovornosti. On zdaj kot eden izmed poslancev SDS-a si lahko privošči, da pelje to vrstne pogovore o prihodnosti Slovenije. Jaz si pa predstavljam, da od mene osebno kot predsednika stranke in pa tudi od Nove Slovenije predvsem ljudje pričakujejo konkretne rešitve. Mi smo v parlamentu imamo 8 poslancev, imamo dobre vezi s slovenskim gospodarstvom, številnimi nevladnimi organizacijami in jaz sem prepričan, da ljudje od nas bolj kot same pogovore pričakujejo predvsem konkretne rešitve. In na teh konkretnih rešitvah Nova Slovenija želi delati in želi predvsem povezovati ustvarjalne in delovne ljudi, ki si želijo tej Sloveniji dobro. So pa stvari medsebojno komplementarne. Jaz vidim, da se tukaj lahko zelo dobro dopolnjujemo. Nekdo lahko pelje pogovore o tem, kako naj Slovenija bo, drugi bomo pa nekoliko bolj delali na konkretnih rešitvah. A vas je torej povabil zdaj na te pogovore, ki jih ima v tem času? Torej ste tudi vi del tega? Zdaj še za nobeno okroglo mizo ne vem, da se bo zgodila. Ne, pač on vabi, govoril je z gospodom Pahorjem, smo razkrili včeraj, z gospodom Cerarjem. Ne, po novem letu mi dva nisva govorila. Odnosi med strankama SDS in NSI sicer ostajajo napeti, zdaj spet vas javno pozivajo, predvsem predsednik stranke Janša, da prispevate podpise za preiskovalno komisijo o Golobovem delovanju v GEN-I, na kar da čakajo že od maja, pravijo. Vi pa pravite, da naj najprej imenujejo člane komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, torej KNOVS, ki jim pripadajo, ampak tega nočejo storiti, ker ni vaših podpisov. Torej, zdaj očitno nobena od obeh strani noče popustiti. Zakaj ne? To je edini vzvod, ki ga imamo mi do SDS-a. Mi želimo, da se opozicija obnaša odgovorno, da zagotovimo najprej parlamentarni nadzor nad delom obveščevalnih in varnostnih služb, ker SDS tukaj ni želela sodelovati, mora Nova Slovenija v celoti prevzeti breme in v to komisijo imenovati 4 poslance. Za nas z 8 poslanci je to veliko breme, ampak se nam zdi pomembno, da ta komisija deluje, da sploh imamo nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. In mi si želimo, da se te stvari čim prej normalizirajo, da tudi SDS popolne ta mesta in da bo lahko opozicija v polni postavi svoje delo in svoje ustavne dolžnosti tudi izvajala. Ampak oni nočejo imenovati članov, dokler vi ne prispevate podpisov za preiskovalno komisijo. Ali to pomeni, da se vam ne zdi pomembno preiskati, če je bilo v GEN-I, ko ga je vodil sedanji premier, karkoli narobe? Jaz bi jim lahko vrnil vprašanje, ali se njim zdi pomembnejše zafrkavanje Nove Slovenije ali pa preiskovanje nekih stvari Roberta Goloba. Oni se morajo odločiti, ampak vrstni red je pa popolnoma jasen. Najprej moramo popolniti odbore in komisije v parlamentu, da začne opozicija resno delovati in nadzirati stvari, ki jih po poslovniku mora. Potem v drugem delu je pa seveda možna tudi ustanovitev te preiskovalne komisije. In že
vidnih predstavnikov Nove Slovenije je to jasno in glasno povedalo, da ni vprašanje, ali bomo te podpise dali za to preiskovalno komisijo. Jih bomo, ampak potem, ko se bodo popolnila mesta v Komisiji za nadzor javnih financ in Komisiji za nadzor obveščevalnih služb. Kako je to dvoje povezano? Če vi kot opozicija želite preiskovati domnevno neke sporne zgodbe v podjetju, ki ga je dolga leta vodil sedanji predsednik vlade, potem to storite? Gre za neka opozicijska razmerja, ker se predvsem pričakuje partnerski odnos in ker se pričakuje neko korektnost. In ključna stvar, ki je, zaradi tega, ker SDS ne popolni svojih mest v Komisiji za nadzor javnih financ, v tem trenutku poslovniško ta komisija nima opozicijske večine in težko dela, težko sprejema sklepe, ker ima namesto, da bi imela opozicija večino, ima še vedno koalicija. To je prvi problem. Drugi problem, če mi sami ne bi imenovali 4 poslancev v Komisijo za nadzor obveščevalnih služb, ta sploh ne bi začela delovati. Zdaj, za nas, poslansko skupino 8 poslancev, je to veliko breme in zato predlagamo, da se te stvari pravično porazdelijo in da začnemo skupaj resno gledati pod prste vladni koaliciji. In niste pripravljeni popustiti pri teh zahtevah, čeprav razumem? Če mi pri teh stvarih popuščamo, potem lahko z nami vsakdo dela, kar želi. Tukaj gre čisto za neko osnovno etiko in korektnost in za nek normalen parlamentarni vrstni red. In še enkrat, ni nobeno vprašanje prispevanje podpisov za to preiskovalno komisijo. Imamo pa te pogoje, ki so javno in vnaprej znani. Tako da jaz bi si želel, da se ta vprašanja nehajo naslavljati name, ampak da se začnejo naslavljati na največjo opozicijsko stranko, kdaj bo začela odgovorno delati v teh 2 komisijah. Oni pravijo, ko bo Nova Slovenija dala podpise. Dejstvo pa je, da ste jim, gospod Tonin, pa ko ste bili skupaj v vladi, pa kar na nekih točkah popustili. Zdaj v opoziciji očitno drugače. Navedite 2. Navedem 2. Glede, če začnemo pri covidnih ukrepih. Covidni ukrepi so bili sporočeni sredi noči na Twitterju, konec epidemije na Twitterju in tako naprej. Vas je o tem predsednik vlade karkoli povprašal ali je bila to njegova osebna odločitev? Ne, tukaj ni bilo nobenega popuščanja, celo več. Te covidne ukrepe smo skupaj snovali. Ure in ure smo sedeli na Brdu pri Kranju, skupaj z zdravstveno stroko, tako da smo te stvari skupaj sooblikovali in jih tudi sprejemali. Tako da tukaj mu nismo ničesar popuščali, ker smo stvari skupaj sooblikovali. Druga stvar? Če se vrnem še k COVID ukrepom, spomnim se, ko so bili odpravljeni vsi, je bilo nekako stroka je zahtevala, da se ne odpravijo vsi, vi ste pa potem iz dneva v dan na vladi prelagali razpravo o tem in potem na koncu, mislim, da je bila to nedelja, sprejeli odločitev, da se sproščajo vsi veljavni ukrepi omejitveni. Ali pri tej zahtevi torej niste popustili predsedniku vlade? Ne vem, če ste me slišali, ampak vse covidne ukrepe smo soustvarjali skupaj. Je pa res, da smo... Ampak stroka, govorili ste o tem, da stroko upoštevate, na koncu pa glede sproščanja niste upoštevali, ne? Glede sproščanja, glede nošenja mask, mislite? Ko smo v državi praktično odpravili vse ukrepe, to je bilo v zaključku vaše vlade. Ja, ampak pozabite pa povedati to, da smo imeli nad sabo že odločitev Ustavnega sodišča, ki je praktično v celoti minirala naše odloke. Če se pa še vrnem k popuščanju pri zadevi delegirani tožilci, pri zadevi imenovanja na splošno državnih tožilcev, zadeva STA, tu bi rekli, da niste popuščali? Ne, nismo popuščali. Saj veste, recimo, kar se tiče STA-ja, vi veste, da smo mi, ministri Nove Slovenije, sami sklepali pogodbe z STA-jem, sami. Zaradi tega, ker to ni bilo v naši moči, ampak je bilo v moči vladne službe. Glede delegiranih tožilcev pa meni je zelo žal, ampak jaz sem to, če hočete, se s pepelom posul, da to sta bili 2 nesmiselni stvari prejšnje vlade, glede tega STA-ja, ker na koncu rezultata je točen takšen, ki je bil na začetku, ko se je šlo v nek boj z STA-jem, in isto pri delegiranih tožilcih. Na koncu sta bila imenovana točno tista 2, proti katerima se jih je na nek način poskušali onemogočiti, da se imenujete, ampak mi smo te stvari
opozarjali v vladi, res pa je, da teh stvari nismo govorili na pločniku pred vladi. Ne vem pa kje ne bi v teh stvarih popuščali. Pa morda še Malo ena sem stvar. vas izzval, ne. Ne, seveda, vse je prav, ampak vas ob tem jaz še spomnim, da ste jasno rekli, da ne podpirate ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ne, torej, če nečesa ali nekoga ne podpiraš, to pomeni, da si proti. Na glasovanju o njegovi interpelaciji ste bili povzdržani in tega torej niste storili in gospod Vizjak je po tistih posnetkih o trenju jajc sodnikom ostal na svojem položaju. Morda bi veljalo spomniti še na to, bova pa na tej točki zaključila, da se ne bova preveč zaplezala v to. Gospod Tonin, najlepša hvala, da ste prišli na N1 in bili naš gost. Prosim. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse o aktualni politični situaciji v Sloveniji ves čas spremljamo na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.